Inženirska zbornica Slovenije letos praznuje 25 let. V ta namen je organizirala strateški forum z visokimi predstavniki stroke, gospodarstva in javnega življenja. Foruma v digitalni obliki se je udeležilo več kot 1200 pooblaščenih inženirjev in 25 različnih govorcev, ki so podali številne predloge za prebojne rešitve naše prihodnosti. Osrednji del strateškega foruma so bile razprave o zelenem prehodu, digitalni preobrazbi ter varnosti in zdravju. In danes, ko se pogovarjamo, je še vedno dosti vprašanj, ali ta elektrifikacija prometa se bo zgodila, ali se ne bo zgodila, ali je to prava smer, ali ni prava smer. Po mojem mnenju to ni vprašanje. Mi v tem prehodu smo in ta prehod se bo zgodil. To je odličen izziv in vprašanje. Estonci so bili pred 30 leti ena najrevnejših držav na svetu. Telefonsko povezavo je imela slaba polovica gospodinjstev, edini stik z zunanjim svetom je bil pa mobilni telefon Nokia skrit na vrtu njihovega zunanjega ministra. To, kar nam manjka, je to, kar so imeli Estonci že v začetku 90-ih. Ambicija, da postanemo najboljši. Definitivno smo začeli Maribor spreminjati na tem, da smo začeli spreminjati javni prostor in javne objekte. To se pravi od športnih objektov do kulturnih objektov, do trgov, cest, bom rekel, brvi, se pravi javnih prostorov. Mi smo se res, bom rekel, tukaj zelo, bom rekel, aktivno spustili. Na srečo so bili nekateri projekti tudi že tako dobro v preteklosti pripravljeni, ki niso šli v realizacijo. Potem tukaj je še Republiški stanovanjski sklad, ki bom rekel, tudi v Mariboru gradi veliko in tudi zelo veliko je gradnje za trg. Predsednik IZS, magister Črtomir Remec, je ob zaključku strateškega foruma, ki je z mednarodno udeležbo potekalo na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, izrazil visoko stopnjo zaupanja v razvojno naravnanost Slovenije. Da smo inženirji na neki prelomnici, ko nas čaka neka preobrazba predvsem v smislu digitalizacije. Digitalizacija je nekaj, kar je neobhodno potrebno in s čemer se mora vsako podjetje in vsak inženir dejansko soočiti. Želja inženirske zbornice je, da bi pri tem seveda vam bila v veliko pomoč. Namreč zavedamo se, da predvsem manjša in srednje velika projektivna podjetja in pa gradbena bodo imela pri tem veliko težavo, ker je predvsem to drago, zahteva čas in pa seveda tudi kadrovske resurse. In mi bomo seveda naredili vse, kar je v naši moči z izobraževanjem, za tudi mogoče ponudbo bolj ugodno raznih softverskih in pa hardverskih rešitev, tako da zbornica vam bo na tej poti stala ob strani in mislim, da je to ključno sporočilo tega strateškega foruma. Celotni forum si lahko ogledate z obiskom spletne strani www.izs25.si.